Zaradi vremenskih razmer je vodstvo prve nogometne lige prvenstvo prestavilo za en teden, kar pa vodstva in nogometašev Maribora ni preveč zmedlo. Trener Maribora Darko Milanič pravi, da so delali dobro in že nestrpno čakajo na začetek prvenstva. V pripravljalnem delu so odigrali kar nekaj tekem, na katerih je trener preizkusil kar nekaj mladih obrazov. Sestava se spreminja, vsake 6 mesecev. Še starejši igralec odide, mlajšega priključimo, to je jasno nuja, po drugi strani je pa to nagrada za mladinsko šolo, katera dela dobro, v tem klubu je veliko talentov in popolnoma normalno je, da najboljše priključimo prvemu moštvu, tako da bo tudi tokrat. Del priprav so uspešno izpeljali tudi na Madeiri, kamor jih je povabil prvoligaš Nacional in pokril vse stroške, vijoličasti pa so jih zahvalo še 2-krat premagali. Odigrali smo 2 dobri tekmi proti njim. Na prvi tekmi smo blesteli na njihovem glavnem igrišču, na tej humanitarni tekmi za ponesrečence na Haitiju smo odigrali res izredno tekmo. Na drugi tekmi na umetni travi smo imeli malce večje težav, ko so jasno oni želeli tekmo zmagati, so šli na polno in vendar smo se dobro nosili z njimi in obakrat zmagali. Prestopni rok v Mariboru ni bil preveč razborljiv, prišla sta Siniša Anđelković in Suat Fileković, odšli pa so Popović, Klajević in Matjaž Lunder. Največji prestop pa se je oziroma se bo zgodil šele junija. Rene Mihelič odhaja na portugalsko Nacionalo, kjer se bo pridružil reprezentantu Nejcu Pečniku, a spomladi bo skušal z Mariborom še osvojiti 9. naslov. Zato nisem vedel, vendar ko se stalno ponavljajo te zgodbe, da je velik problem denar, je potem tudi to razumljivo, da te iz dneva v dan lahko kaj preseneti in to je za Reneja in pa za klub mislim prava stvar. Pomagal nam bo po svojih močeh do junija meseca in potem jasno bomo vsi skupaj zaželeli veliko sreče v novi sredini. Finančne težave, ki se omenjajo tudi v Mariboru, so pripeljale do govoric, da naj bi vijoličasto barko zapustil kapetan Markus Tavares, a Milanič poudarja, da se s tem ne obremenjujejo, zanimanje pa je le dokaz, da v Mariboru delajo dobro. On je z nami, on je priključen delu, on trenira in se pripravlja popolnoma normalno. Tako zanj, kateri izreden igralec, tako za druge obstaja zanimanje in to je v principu dobro. To je znak, da se nekaj dogaja, da delamo dobro, da smo v dobrem stanju in prepričan sem, da bo tako, kot je v tem trenutku za Markusa, bo jutri za nekoga drugega in to se nenehno ponavlja. V Mariboru delajo dobro, ne le za 9. naslov, ampak tudi za prihodnost. Zato so šele 15-letnim Lukom Krajncem podpisali profesionalno pogodbo, zanj pa pravi Darko Milanič, da bo o njem zagotovo še veliko slišati. S 15 leti imeti tak občutek za igro in igrati tako dobro, kot on sedaj igra, je res redkost. Zato je bil tudi z nami na pripravah, nanj se računa, vendar ne smemo prehitevati. Prva liga je le mogoče v tem trenutku še malce preveč za njega, v bodočnosti pa bo sigurno fant oziroma bo to sigurno ime, o kateremu se bo veliko čulo. V napadu Maribora ima Milanič le sladke skrbi. Pripravljeni so kapetan Tavares, najboljši strelec Dragan Jelić, Vito Plut in pa David Bunderla. Prav slednji je na pripravljalnih tekmah dosegal veliko zadetkov in prikazal dobro igro. Veseli me, da je oddelal vse priprave brez tako rekoč enega izostanka, to v preteklosti ni bilo tako in to se mu jasno tudi pozna. Fant dela dobro in s takim pristopom in s takim delom, ki ga upravlja, pridejo tudi goli. To je nagrajen on in jasno je nagrajeno tudi moštvo zaradi tega, tako da od njega se veliko pričakuje in upam, da bo tudi v prvenstvu kazal tako ambicioznost za doseganje zadetka kot zdaj. NK Maribor bo letos praznoval Abraham in v klubu se že pripravljajo na to obletnico. Igralci pa bodo po besedah Milaniča dali vse od sebe, da obranijo naslov državnih prvakov.